Dragi bratje in sestre, drugače kot druga leta se srečujemo pri maši za domovino o prazniku samostojnosti in enotnosti. Običajno smo začeli s himno trobil. V prvih vrstah so sedeli predsedniki, predstavniki političnega, družbenega, kulturnega življenja, diplomatski predstavniki tujih držav in seveda precej ljudi, ki jim je naša država dragocena in hočejo delati zanjo ne samo pri opravljanju svojih poklicnih dolžnosti, ampak se zanjo trudijo tudi kot verniki. Zavedajo se, da je vse na tem svetu Božji dar in delo človeških rok, kakor molimo med mašo pri darovanju. Danes smo se povezali v širšem prostoru. Ukrepi, s katerimi si prizadevamo omejiti širjenje koronavirusa, so omejili našo navzočnost v cerkvah. To omejitev sprejemamo, ne ker je lahka, ampak ker imamo pred očmi vse tiste, ki se z boleznijo, ki je posledica okužbe, spoprijemajo tam, kjer je najtežje. Najprej bolniki sami, ki se morajo v svojem telesu soočiti z okužbo in jo z močno voljo in o pomoči zdravnikov premagati. Potem imamo pred očmi tiste, ki v skafandrih hodijo od bolnika do bolnika, od ventilatorja do ventilatorja in skušajo včasih dobesedno iz krempljev smrti iztrgati tistega, po katerem je stegnila svojo morilsko slo. To omejitev sprejemamo, ker hočemo biti solidarni z vsemi, ki jim je ta okužba vzela največ, ker je umrl kdo od tistih, ki so jim bili najbližji. Nocoj nas torej povezujeta solidarnost in potreba po večjem prostoru. Za ta večji prostor se zahvaljujem tehnikom, ki so nas povezali v sicer virtualni prostor, v katerem pa je naša resnična navzočnost, naša resnična molitev in prošnja za domovino, naša resnična ljubezen in zavedanje, da moramo kot skupnost doseči zelo veliko, skoraj vse, kar si zastavimo. Zahvaljujem se tudi ljudem, ki so se v skupnem prostoru spletne povezanosti zbrali pred najsvetejšem v naši kapeli Svete družine in molili vseh 24 ur, od včeraj zvečer do danes. Gospodu, ki je obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta, so izročali našo državo in 30 let odločitve za njeno samostojnost in neodvisnost. Vse Slovence in vse prebivalce naše države, da bi bili odgovorni v delovanju in dobrohotni v govorjenju. Vse politike, da bi svoje politične dolžnosti sprejemali tako, kakor nam o tem govorijo zadnji papeži. Namreč, da bi imeli pred očmi skupno dobro. Kajti takrat, ko si politik prizadeva, da bi delal za skupno dobro, takrat si šele zasluži ime politik. Vse gospodarstvenike, da bi ustvarjali dobre pogoje dela in delavcem za njihovo delo dajali pravično plačilo. Za naše pedagoge na vseh ravneh, da bi bogatili znanje, še prej pa, da bi z visoko osebno srčno kulturo in z vzgojnim zanosom plemenitili srca vseh, od malčkov v vrtcih pa do doktorskih študentov. Za škofe in duhovnike, redovnike in redovnice, da bi ostajali zvesti svojim obljubam in z veliko srčnostjo živeli evangelij in ga življenjem oznanjali. In še za toliko drugih namenov, ki jih je prebudila bližina z Gospodom in jim je Gospod prisluhnil. V tej molitvi so bile skupine in posamezniki iz cele Slovenije. In Slovenija daleč presega zemljepisne meje naše države.
V molitvi so bili nocoj izbrani Slovenci iz matične domovine, Slovenci iz zamejstva, Slovenci iz daljnega sveta, Slovenci iz Argentine. Zbrani so bili vsi tisti, ki jim Slovenija ni zgolj neka opcija, ampak jim je Slovenija srčna ljubezen in znoj skozi generacije, prelita kri in uresničeno upanje, žulje na rokah in miselni napor ustvarjalcev. V molitvi smo se povezali vsi, ki našo državo ljubimo in ji iskreno želimo dobro. Dovolite mi, da si izposodim prizor iz življenja kralja Salomona. Res je, da nas od časa njegovega kraljevanja ločuje 3000 let, a njegova modrost in nauki iz te modrosti ohranjajo svojo sporočilno moč, so pa tudi močno spraševanje vesti za vsakega izmed nas. Kot smo slišali v berilu iz prve knjige Kraljev, je razsodil med dvema materama, ki sta prišli preden naj razsodi, kateri pripada otrok, ki je ostal živ. Njegova razsodba se je glasila: naj otroka presekajo in vsaki dajo polovico. Mati je rekla: dajte ga njej, samo da bo ostal živ, naj živi. Druga pa je rekla: ne bo ne moj, ne tvoj, presekajte ga. Če bi to prenesli na odnos do naše države, ali jo dovolj ljubimo, da storimo vse, da bi ostala živa, da bi postajala vedno bolj močna in bi rasla? Smo se sposobni čemu odpovedati za njeno prihodnost? Ali smo pripravljeni, ne z besedami, ki so visoko leteče in polne navidezne skrbi za narodov blagor, zadaj pa se zdi, da bi bili pripravljeni tudi žrtvovati državo in resnični blagor njenih prebivalcev, da bi ji bili pripravljeni celo škodovati, če je ne moremo imeti v celoti pod svojo oblastjo in nam na voljo. Tako se včasih zdi. Na današnji dan pred 30 leti smo se množično podali na volišča. Ne prej, ne pozneje udeležba ni bila tolikšna. Prepričan sem, da zaradi tega, ker so ljudje takrat prvič začutili, da njihov glas v resnici šteje, da dejansko odločajo o samostojni in neodvisni državi, s tem pa o sebi in o svoji prihodnosti. Prej so sicer hodili na volitve, a jim je bilo jasno, da ne volijo. Pozneje pa so neštetokrat slišali, da nima smisla hoditi na volitve, ker so tako ali tako vsi enaki. Takrat, tiste decembrske nedelje leta 1990, pa je ljudstvo v resnici začutilo demokracijo, da je oblast v rokah ljudstva. Temu primeren je bil tudi izid. Udeleženih preko 93% upravičencev in od teh več kot 88% za samostojnost. To so bili dnevi zanosa, dnevi praznovanja. To so bili dnevi, v katerih smo imeli privilegij, da jih smemo živeti. Zanje se moramo zahvaliti in se danes zahvaljujemo možem in ženam skozi našo zgodovino, ki so v sebi nosili in gojili misel na samostojno Slovenijo. Naj najprej omenim doktorja Antona Korošca. 14. decembra smo se spomnili 80-letnice smrti tega pomembnega Slovenca, ki je 30. maja leta 1917 v Dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, v kateri so Slovenci prvič povedali, v kakšni državi hočejo živeti. Slabih 3/4 stoletja pozneje je sledila nova Majniška deklaracija, ki je voljo našega naroda še jasneje opredelila.
da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Deklarativne izjave pa so potrebovali ljudi, ki so bili pripravljeni zastaviti zelo veliko, zastaviti celo vse, da bi se to uresničilo. Seveda je bil nosilec vsega narod, ali vsaj ogromna večina naroda. Toda brez tistih, ki so načrtovali in vodili konkretne korake k samostojnosti, bi bil narod brez moči. Po njihovi zaslugi smo v tistih časih dejansko zajadrali na krilih demokratične prihodnosti in narodnega ponosa. Ob drugih, ki jih navadno omenjamo kot zaslužne za pot osamosvojitve, je prav, da se letos posebej spomnimo pokojnega nadškofa Alojzija Šuštarja. 14. novembra letos smo obhajali 100-letnico njegovega rojstva. V dnevih pred plebiscitom je svojo modrostjo in avtoriteto opogumljal k odločitvi. Kristjani naj se trezno, modro in pogumno odločajo za udeležbo pri glasovanju in svojim da potrdijo življenjsko moč in ustvarjalno politično voljo slovenskega naroda. Storimo vse, da bo plebiscit uspel. Potem bomo sicer v trdem skupnem delu, a v močnem zaupanju v lastne moči in še v močnejšem zaupanju v Božjo pomoč gradili prihodnost samostojne in neodvisne države Slovenije. Ne dajmo se begati od različnih govoric, groženj in črnogledih napovedi. Naj nam misli nadškofa Šuštarja v tem zahtevnem času vlivajo poguma, da bomo tudi mi trezno, modro in pogumno nadaljevali prizadevanje v pravi smeri, se odpovedali muham in odnevnicam in ohranjali to, kar ostane, kar je zrelo za prihodnost. Naj končam s kratko molitvijo. Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino, očisti jo vsega zla, ki jo trenutno razjeda. Pošli blagoslov na vse ljudi in očisti duha voditeljev, ki jo morajo voditi k svetosti. Daj, da bo zmagalo dobro zaradi vseh rodov, ki so živeli sveto, ki so slavili Boga in Mater Božjo. Blagoslovi našo domovino, da jo bodo vodili ljudje, ki so vredni Božjega usmiljenja. Amen. Spoštovani predsedniki, drage Slovenke in Slovenci, državljani Republike Slovenije, vsem čestitamo prazniku samostojnosti in enotnosti. Bog blagoslovi Slovenijo.